Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdaj pa smo že v tistih časih, ko se radi malo pogrejemo za tisti dober občutek. No, jaz imam doma fitobočko in zelo uživam v njej, pa tudi vsak dan. In predvsem zaradi tega, ker imaš glavo ven, to mi je zelo, zelo všeč. Sicer pa obožujem predvsem v tem času tudi IR savno, ki ima tako prijetno toploto. In velikokrat sem že koga slišala, jaz bi imel pa takole v stanovanju, ne pa ti suh zrak, pa potem imaš težave z dihali, pa s kožo, pa z vsemi ostalimi zadevami. In IR toplota je pravzaprav res nekaj tako zelo naravnega, najbolj naravnega možnega. Že pred leti, ko sem spoznala Aleša, tudi vi ga boste danes, mi je na najbolj preprost način demonstriral in mi je rekel, a veš, kaj je IR toplota? Za ženske ti bom razložil, tako da boš razumela. Takole nared! Aha, čutiš? To je IR toplota. Danes bomo govorili o tem, o najbolj zdravi obliki ogrevanja. In v moji družbi je torej Aleš Babiš. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdravo. Vidiš, kaj si me naučil. Zdaj pa jaz druge učim, ne? Naprej. Danes bomo govorila o ogrevanju, govorila bomo o vseh felerjih, ki jih dejansko delamo. Dejstvo je, da pozimi imamo več stroškov zaradi ogrevanja, tako in drugače. Ampak pomemben je pa tudi feeling zadeja, ne? Se pravi, nek občutek. Zakaj je IR tako dober občutek? Pač res bistveno drugačen, kot pa neke druge radiatorske variante in podobno. Zato, ker v bistvu IR toplota je najbolj naravna toplota. Ne? Mi vsi ljudje oddajamo IR toplota, nekje 200 do 300 vatov. Ne? Ja. In recimo sonce oddaja IR toploto, krušne peči, potem kamini. Ne? Zdaj pa samo odvisno od procenta, ne? To pomeni kamini nekje 50%. Ne? IR paneli, če ga imate na steni, nekje 50% IR toplote oddaja, ostalo gre konvekcijo. Če damo pa vanilni strop, ne, pa se to zviša na 70%. Ne? Večji, ko je boljši efekt, je definitivno na stropu. Zaradi tega, ker pač hitreje se gre prostor, pa pritiska na sprednjo pločevino, ne, ali pa na rozfraj in potem hitreje oddaja naprej. Zato se ljudje veliko boljše počutijo ob tej toploti, ker pač je to naravno. Ne. Tudi inkubatorji morajo imeti IR toploto, ne smemo imeti konvekcije, ker konvekcija se v bistvu kasneje so izmislili konvekcijo. Mi smo vedno ogrevali na IR v preteklosti, ne. Odprti ogenj IR. Ne. Ampak kasneje so šli v konvekcijo, konvekcija pa ima seveda ogromno slabosti, ne, kot plesen, kot povzroča, ker so stene hladnejše, ne, pa seveda tudi sluznico suši in če sluznico suši, prej zbolimo, pa IR toplota tudi tako pomirja človeka. No, pomirja, definitivno pomirja. Aleš, ti si leta nazaj začel govoriti o IR toploti, o IR panelih, ko so te vsi gledali, kaj zdaj? Zdaj se mi zdi, da je dejansko zadeva že zelo in dostopna in že v vseh takih in drugačnih trgovinah najdeš to. Ampak vse glih so določene zakonitosti, ki jih je treba upoštevati. Je cela znanost zadaj tega, ni samo una varianta, zdaj bom pa kar nekaj na steno gor nabil, pa bo to. V bistvu, mi smo začeli, ne, jaz v bistvu osebno, ne, nekje 11 let nazaj že. 11 let nazaj? V bistvu skoraj bo 11 let. In v bistvu od začetka seveda sem moral samo svojih lastnih izkušnjah učiti. Sem naredil ogromno napak in tisti napake sem potem popravljal sproti, ne, ker sem želel seveda, da je stranka ful zadovoljna. Ne. In ves denar, ki sem ga imel, ves čas, sem usmeril samo v to. Ne. In pač odločil sem se, da hočemo biti kot Ekose, ene večjih na svetu. Ne. Z IR, zato smo naredili v bistvu franšizni sistem, da morajo vsi delati po istem protokolu. To pomeni, da je čim manj napak. To pomeni, da najmanj napak naredi seveda tudi monter, svetovalec, da je prava moč, ne, da stranko učimo, kako pravilno uporabljati. Ker velikokrat se zgodi, da ljudje kar na pamet kupujejo, kar gredo v trgovino, ne, Mercator ali pa Hofer, ne, že tam sem opazil panele. In potem pa dajo seveda premalo moč, znotraj paneli ne delujejo v redu, ker pod panelom je non-stop koncentrirana toplota. Poanta pa v tem, da panela ne bi smeli ljudje preveč čutiti spode. Ker poanta je v tem, da čutiš večino od stene. Ti moraš biti od stene pa tal toplota, ne od panela. Panel povprečju mora delati nekje okoli 15 do 18%, nič več. Ne. Če dela več, je premajhna moč ali pa panel postavljen na nepravilnem mestu. Se pravi, to je pomembna zadeva.
IR toplota, v bistvu, kar sem jaz opazila, ko imam tudi to za dogrevanje, imam pa kamin osnovo, tako da imam čist IR toploto povsod, da ima en tak prijeten občutek ali pa, ne vem, navtip recimo, pa miza, pa vsi predmeti, ki so. To dejansko tudi, kakšen je tukaj sistem? V bistvu, predmeti se segrejo, recimo tla so toplejša, če pa na stropu nekje do 2 stopinje, recimo včasih tudi do 3, ampak recimo 2, poprečje. 1 stopinjo pa so toplejše stene in te stene večina oddajo toploto. In ko enkrat predmete segreješ, potem ti predmeti oddajo isto kot pri sonce. Sonce, če dan gre, po noči, ko se vsi predmeti segrejo, oddajo toploto. Ne pade temperatura kar naenkrat na minus, ampak še vedno oddajo toploto. To in v bistvu, ko imaš stene, pa vse toplejše, tudi hiša definitivno bolj zdrava, ker je manj vlage v prostoru. Zaradi, ker je manj vlage, manj možnosti, da plesne. Če se pa slučajno kakšen plesen zgodi, to se pa ponavadi zgodi, recimo, ker vlage, v bistvu v vsakem stavbi je ponavadi vlaga. In če zdaj imaš površinsko vlago in ti začneš s paneli sušiti od spodaj navzgor in ta vlaga mora iti ven. In zato, če nekdo ima projektirano vlago v prostoru, je treba v bistvu hišo najprej ozdraviti. In tisti prvi mesec se lahko poraba kar nekaj višja. Ravno zaradi, ker mora vlaga iti ven. In v tistem primeru se tudi mora veliko več zračiti. To so določeni objekti, ko ljudje prehitro zaprejo prostore in ker prehitro izolacijo zaprejo, imajo plastična okna in ni nobenega prezračevalnega sistema, pa nič, in potem se dogaja lahko to. Ampak potem počasi gre vlaga počasi ven. Počasi gre ven. Ja, ampak ponavadi se zgodi, da iz cele površine gre vlaga v en kot, in pol iz tega kota potem še gre nazaj. Dejansko gre ven. To je začetek, bolj pa zgine čez čas. IR toplota pa IR svetloba. Kakšna je razlika? V čem je finta? Kaj moramo tukaj vedeti? Pa kako je to povezano zdaj z IR savno, recimo, ko jo gremo obiskati, pa je ful zdrava? Isto. Infrasavna tudi deluje, recimo te imaš dolgovalovne, srednje valovne pa kratkovalovne dolžine. To so pač toplota, ki je ves čas prisotna okoli nas. Recimo najbolj prijetna je dolgovalovna dolžina, to pomeni, da se panel segreje tam nekje do 80 stopinj. In nižja kot temperatura na sami površini, večja kot površina panela, ne greješ toliko globine, pa greješ zgornjo površino. Poanta v tem so pa hranki. Če mi damo recimo damo panel, ne vem, ki bi bil, ne vem, 1000 stopinjski, oni, ki so te, ki so za gostilne, zunaj. To so pa te grelci, ki so za terase, oni pa je kratkovalovna dolžina. To pomeni, da oni koncentrirana toplota. In tista ni primerna za notranji prostor, ampak za zunanje. In zdaj, če bi tisti grelec dali recimo usmerili nekje, ne vem, na 2 metra proti tlem, bi šla toplina v globino. To pomeni, vat je vat, ampak moč je ista, ampak je poraba lahko 40-50% večja, ker gre v globino, ne površine. Paneli pa poanta, da greš samo v zgornjo površino, pa da se toplota hitro odbija nazaj v prostor. Razumem. Ok, v redu. No, pri nas doma bomo imeli kmalu novorojenčka, in tukaj sem se zelo pozanimala, ravno zaradi tega, ker je spalnica v nekem ločenem delu, ki je bilo malo bolj hladno, katera toplota, sem brala članke dejansko tuje, katera toplota je najbolj primerna, ker tukaj nočeš dati slabega štarta svojemu otroku v smislu, da ima hitro dihali zadeve. In velikrat se dejansko v tuji literaturi pojavlja ravno the meaning of ear warmth za novorojenčka. Je tukaj dejansko ta povezava? Sigurno. Recimo tudi živali, to so stranke opažajo, da vedno grejo rade pod panel. Zaradi, ker recimo, kot da je sonce na njih, in tako blago sonce, in se rad dobro počutijo, in vedno grejo tja. Tudi recimo rastline boljše uspevajo od IR toploti. Tudi, tako v bistvu, IR, mogoče se malo sliši IR, to je infrardeča toplota. Ja, tako malo se sliši kot artificial intelligence. Ampak smo non-stop prisotni, non-stop, tudi recimo radiatorji, klasični, tudi da IR toplota, ampak manjši delež, 10-20%. Recimo liter železni 20%, te kasnejše, ko so prihajali, pa še znižali so, v bistvu ne 10%. Talno gretje dal tudi tam nekje 30% IR toplote, ostalo gre konvekcijo. Če bi isti tla preselili na strop, pa je bilo v stobe, se avtomatsko povečalo na 50%.
jera. Lepo, zanimivo. Kako je z elektriko? Koliko je to stroškovno? To je pomemben faktor. Zdaj smo v času, ko se ljudje, kaj tudi veliko teh vseh pomagal iz evropske strani, kar se tiče tega, da nas podprejo pri določenih zdravih odločitvah, ki jih delamo v domu in tako naprej. Kako smo zdaj stroškovno gledano? Kje smo? Recimo stroškovno to pomeni investicija ali poraba? Investicija in potem poraba. Recimo, če gledamo komplet skupaj oboje, je poraba definitivno v 15 letih nižja. Od vseh sistemov, zaradi tega, ker je življenjska doba panelov zelo dolga, ker nima nobenih gibljivih delov, tako recimo pri toplotni črpalki ali pa kje drugje. Tam so gibljivi deli, ko so gibljivi deli, zato pa življenjska doba, recimo toplotni črpalki v drugih sistemov, tudi tam 12 do 15 let. Ampak investicija je dosti višja, ker je investicija dosti višja, potem se, ko se ti povrne investicija, ne vem, po 10 letih ali pa 8, to meni, da ste v svojem življenju ne vrne investicije večkratno. Poanta pa v tem, da ko kupuješ kako stvar, če te svoje knjige o tem govorim, da moraš večkrat, da moraš kupiti stvar, ki bo ti večkrat povrnila, da ne enkrat. To je tvoje področje, ne? Pred časom si napisal knjigo Zakaj smo brez denarja in kako v bistvu dela dolgoročne rešitve, kjer pišeš tudi noter, dajte kupovati ekološko hrano, ker prvič telo ti bo izstavil račun, drugo kot drugo, kasneje boš tukaj več zapravil za terapije, pa zdravnike in vse ostalo. Se pravi, dolgoročno moramo gledati in dolgoročno praviš, da se investicija obrne. Slovenci imamo to napako, ravno to, ker kupujemo vedno kratkoročno preveč, to je problem. Zato jaz vedno zagovarjam kupi raje kvaliteto, raje še pri nekem resnem podjetju. In potem definitivno boš bolj zadovoljen, ker imaš v bistvu, tudi jaz recimo v našem podjetju, mi nismo najcenejši, ker niti ne bomo najcenejši in niti ne želimo biti najcenejši. Če bi bili najcenejši, je bil problem, ker bi mogli nekje šparati. To pomeni ali pri delavcih, pri zaposlenih, jaz pa tega ne želim. Jaz ne želim, da bi bilo v podjetju, bi imeli minimalne plače, ker če imaš minimalne plače v podjetju, pomeni, da dolgoročno... Boš tudi minimalno naredil, kar rabiš. Seveda, potem, če je slučajno neki problem, da hitro rešuješ, da imaš kvalitetne motorje, da imaš vse komplet kvalitetno, in tudi, da imaš seveda kvalitetne produkte. In če začneš nekje šparati, pa ljudem vedno najceneje prodajati, se zgodi, da bo še preko slej ali propadal, ali pa ne boš mogel narediti prave zgodbe. In zaradi tega jaz ful zagovarjam raje podpreti podjetje, kjer ima neko zgodbo zadaj, pa njih raje dati mogoče malo več denarja, ko pa najceneje, ker definitivno se to povrne nazaj. Recimo tudi enkrat dobiš ta kontraefekt, če gledaš le na ceno. To je za investicija. Kaj je pa dejansko mesečni strošek? Mesečni strošek, recimo iz prakse. Se pravi, to je elektrika. To je elektrika. Elektrika, ki paneli dela v bistvu poanta v tem, ko tenka stene se greješ, ful manj moči rabiš, da potem dela v paneli. V bistvu dela, če računamo v ure, nekje 4 do 5 ur na dan, ker stene večino dajo toploto. In to meni nekje 15-18% dela v paneli, več ne dela. Dela pa več, če je premajhna moč. Zato pa zelo potrebno paziti, da se zbere prava moč. To pomeni, da vedno mora priti strokovnjak na ogled, pogledati prostore, izmeriti toplotne izgube in potem na podlagi tega izračuna, kakšna moč je potrebna. In tudi seveda, kje je panel postavljen. Ker veliko delajo napake, ker ljudje kupujejo na pamet in pol, kaj se zgodi, panel dela, pod panelom ga čutiš koncentrirano toploto, pod mizo je hladno, tla so hladna. Se pravi, to pomeni, da si naredil feler nekaj. Seveda, poraba pa je ful visoka. Zakaj? Zaradi, ker panel dela non-stop. Recimo primer recimo kave. Želite vi recimo džezvo za kavo, želite skuhati ali pa čaj, in pol želite, da voda zavreje, ker mora zavreti, recimo. Ampak, če date recimo na enko, boste lahko 3 mesece zraven, pa voda ne bo zavrela. Če pravi porabe, moče samo 200 W. Če pa date na 9, ki je poraba 2 kW, pa pol se gre v 3-4 minutah. To pomeni, kje je za manjša poraba. 3 mesece pa 200 W, ampak tam pa v 1 uri pa v bistvu poraba 2 kW, tu pa imaš samo 5 minut, to pomeni, da je še dosti manjša. Zato vedno treba dovolj moči, pa samo ono da in panel večina časa miruje. In to dela napako delajo ljudje tudi to, da recimo, ko kupijo panel samo za en prostor, pa odpirajo vrata in v sosednji prostori pa nimajo panela. In potem se zgodi, da je poraba dosti večja, ker mi smo naredili energetski izračun samo za ta prostor. Stranka mora ali celoti opremiti,
ali pa da zapira vrata. Ne. Ker dostikrat opažamo potem, ko nekdo kupi en panel, ni mogoče toliko zadovoljen, kot pa nekdo, ko opremi celotni objekt. Ne, ker potem se med sabo podpirajo, stene so toplejše, to pomeni, da tudi v sosednji sobi panel deluje manj. Ne. In poraba lahko tudi 35-40% manjša, če imaš vse opremljeno, ko imaš pa samo ene prostore opremljene. Ne. Jaz sem skoraj mene ni me bilo doma, ko so prišli panel gor dajati. In se je moj partner kar odločil, da kaloriferček, ki ga imam jaz pa v kopalnici, ki ga zjutraj na polno prežgem zaradi tega, da se slečem, zrihtam in vse ostalo, da so mi dali zdaj ven, pa samo panel noter pustili. In sem rekla, kako bom pa jaz zdaj zjutraj, jaz rabim naval toplote, ki je sicer takoj je efekt, ampak tudi takoj gre, ko kar enkrat vrata odprem, dejansko gre stran. In sem bila že ne, da tega stran, to boste dali nazaj gor, ne. Ampak sem ugotovila, da ne rabim, no, zaradi tega, ker je skozi konstantna temperatura, prijetna temperatura, komot se zjutraj oblečem, slečem vse, nimam več tizga, da pol stojim tam, pa daj še mačkem bolj zagrej. In predvsem, jaz nisem hotela, da se moram ukvarjati s tem. Se pravi, to mi je všeč, kad ti naštimaš minimalne temperature, pa maksimalne temperature, pa kdaj greš ob kateri uri, pa da to prej dejansko zrihta. Vse avtomatsko. Mislim, da najbolj priporočamo ljudem, ko enkrat nastaviš neki urnik, da se čim manj ukvarjaš z regulatorom. V bistvu paneli so za ljudi, ki imajo radi svoj čas. Recimo jaz, ne vem, klopiš panel na začetku, ko se vse nastavi, pustiš po 15, 20, 30 letih, pol če treba, ne vem, panel ali pa recimo regulator zamenjati, ker paneli imajo ful dolgo življenjsko dobo, tudi garancija do 12 let celo. In drugače se pa res, bolj ko se nekdo ukvarja, pogaša, pa prižiga, slabše je. Isto kot pri boileru, grelniku. Grelnik boiler, recimo klasično zagrevanje vode, dela poprečje, mi smo prav delali teste, 1,6 ur je delal boiler, 80-litrski boiler je dela po 12-14 ur, ampak samo 1,6 ur na dan. Če ga vi sklapljate zjutraj, pa pol ga vklopite, pa dela moče 3-4 ure na dan, ker mora spet segreti vodo. Zato smo ful zagovorniki recimo teh grelnikov, smart grelnikov vode, od gorenja, zaradi tega, ker je življenjska doba je veliko daljša od drugih sistemov, investicija dosti nižja, pa poraba je na koncu skoraj ista, zaradi ker imate boiler direktno v prostoru. Pa dva grelca, hitro se greje voda in tako naprej. Ko nekdo sprašuje, kako rešiti pri panelih, ker ne greješ vode, z boilerom, to stranke in porabe je 4 do 8 evrov na mesec, ni večje. To je v praksi, čisto v praksi vidimo. Zaradi, ker ni, recimo, če imaš nekje v nekem hladnem prostoru, tako recimo toplotno črpalko, moraš naprej pregreti, se gre dokaj pride do prostora, ogromno vode se zgubi, recimo lahko tudi, mislim, da sistem imate, pa še večje zalogovnike morate ogrevati, pa še to v enem prostoru, če imate samo za ogrevanje vode, ki ga v bistvu podhladite, in tega oni ne upoštevajo, te sploh energetski svetovalci, oni tega ne upoštevajo in dole dela veliko škode ljudem, to pa zaradi tega, ker prvo ne poznajo, sploh tehnologije ne poznajo, in oni še vedno po starem znanju, marsikaj se spreminja, tudi znanje se spreminja, ampak nekdo, ko je naučen nečesa, še vedno govori ene iste stvari, kar je naučen in potem ga ne moreš premakniti. To so ponovadi starejši energetski svetovalci, veliko škode delajo. Oni pa dajo notri kar od dragih sistemov, ki ni potrebno, sploh pa nizkoenergijske pasivne hiše. To je za fotovoltaiko investicija 12 do 13 evrov, imaš vse komplet brezplačno naslednjih 30 let. Wow, izjemno. Hvala, Aleš, za vse informacije, ki si jih posredoval. In ja, IR toplota je torej tista, ki je nam najbolj naravna, nam najbolj zdrava, najboljša tudi za naša dihala, a vendarle, pozor, če se boste odločili za takšen sistem ogrevanja pri vas, dovolj se pozanimajte, kje, kako, kaj, zakaj in seveda na kakšen način. Ista scena kot pri hrani, ko vam govorimo, berite deklaracije.